Hejla, poletje oziroma ne glede na to, v katerem letnem času v resnici gledaš ta video, je odlična priložnost, da še dodatno mogoče zgradimo več glede svoje prepoznavnosti. Zdaj, če pogledamo mogoče malo tiste ali podjetnike, ki so na začetku svoje poti, ali pa mogoče neprepoznane podjetnike, potem verjetno jim je skupno to, da nimajo dovolj recimo strank. In velikokrat se ponavadi izkaže, da v bistvu zaradi tega, ker jih v resnici nihče ne prepozna, oziroma jih nihče ne pozna njih in pa njihove ponudbe, oziroma premalo ljudi, da bi potem lahko imeli dovolj strank. In seveda ena izbira je, da samo čakamo in da bodo pač stranke prišle, da bodo mogoče po nekem čudežu pristale, slišale za njih, lahko pa konkretno tudi v tej smeri kaj naredimo. In zakaj bi želeli imeti veliko prepoznavnost oziroma večjo prepoznavnost, ne glede na to, na kateri stopnji svojega posla si, zaradi tega mogoče razlog ni ta, da si želimo biti na naslovnici ali pa v poročilih ali pa ne vem, na tak način biti prepoznavni, ampak prepoznavni v svoji branži, da ko ima naša idealna stranka problem, ki ga mi rešujemo, da bo v bistvu najprej pomislila na nas. Tako da, kako se pa torej zdaj lotiti oziroma kaj lahko narediš, da bo tvoja prepoznavnost večja? In sestavila sem ti en taki 30-dnevni akcijski plan, skozi katerega greva zdaj pogledat. Spodaj pod tem videom pa najdeš link do tega akcijskega plana oziroma do tega PDF-ja, ki bom ga s tabo zdaj tudi delila, zato da greva v bistvu čez, da ti pokažem, kje kaj najdeš in kako lahko v 30 dneh popolnoma spremeniš oziroma nadgradiš svojo prepoznavnost. In po 30 dneh lahko ta plan ponovno in ponovno uporabiš, tako da imaš potem v bistvu lahko nenehno gradiš v svojem brandu na prepoznavnosti. Ker ne glede na to, na kateri stopnji smo, je seveda zelo pomembno, da vedno znova dosegamo in prihajamo, osvežujemo pred novo občinstvo, pred nove potencialne stranke, zaradi tega, da potem imamo zmeraj dotok strank in seveda imamo delo. Torej, PDF tale najdeš spodaj v opisu tega videa. Tukaj pa lahko pogledava 30-dnevni akcijski načrt za večjo prepoznavnost. Ta je akcijski plan po korakih, torej te vodim, kako lahko z dnevnimi akcijskimi koraki, 3 akcijski koraki na dan, večinoma po 2 sta zelo kratka, eden je včasih malo daljši, večinoma pa niti ne, ampak je pa učinek zaradi tega v bistvu veliko večji. Pa poglejmo. Najprej se zadaš zavezo oziroma nagrado, da se v bistvu za 30 dni zavezuješ. Zakaj? Če že zdaj razmišljaš, da tega ne boš naredil oziroma da se držiš tega plana redno, potem tudi ne bo takšnih rezultatov. Če pa se zaobljubiš, da 30 dni pa res posvetiš, ker to ne pomeni, da bomo cel dan delaš samo na tem, ampak da v bistvu narediš tiste 3 naloge za dan. Če se pa zavežeš, pa da bodo čez 30 dneh, po 30 dneh bo tvoj brand oziroma tvoj posel skoraj da pozitivno neprepoznaven oziroma bo veliko večja prepoznavnost. Zdaj pa gremo najprej pogledati blog ideje. Zdaj, video, v katerem sem razkrila oziroma sem razložila podrobneje te korake, kako jim lahko na svoji spletni strani dobimo nove obiskovalce in damo razlog, da se velikokrat vrnejo na našo spletno stran in se s tem nam približajo, nas poznavajo, poklikajo še kaj drugega in potem se mogoče celo odločijo za nakup oziroma karkoli je pač naš akcijski korak. Blog je lahko eden izmed teh orodij, ki je lahko zelo učinkovito in ga jaz res zelo zagovarjam, če je seveda narejeno strateško na pravi način. In v tem akcijskem planu, če bloga še nimaš, je to super začetek, če ga imaš, pa mogoče niso objave čisto, kako bi rekla, redne ali pa niso dovolj pogoste ali pa mogoče celo dovolj privlačne, potem je čudovita ideja tukaj, da narediš refresh. Če pa že vse to imaš, potem pa itak je to že kljukica zate, da že imaš narejeno. Tako da začeli bi v bistvu pri tem, da zberemo čim več idej za naš blog.
Seveda, mogoče bo zdaj kdo rekel, joj, pa to je zame težko in tako naprej, ampak jaz vedno zagovarjam, da bolj, ko si naredimo sistem, bolj, ko si naprej načrtujemo, več časa bomo potem tudi prihranili, bolj učinkoviti bomo in tudi rezultati bodo verjetno bolj učinkoviti. Ker če bi vsakeč, ko bomo objavili torej blog, razmišljali še o tematiki, je to lahko zelo potratno in veliko časa nam vzame energije in tako naprej, zaradi tega bomo se zdaj v bistvu lotili tega oziroma potem, ko pogledaš tale video. Tukaj torej napišeš čim več idej za vsebine in sicer lahko direktno odgovarjaš na vprašanje, torej kaj ima na tvojih trenutnih objavah, če jih imaš recimo na družabnih omrežjih, kaj je največ odziva, na kaj se tvoja publika največ odziva. In si potem napišeš lahko tukaj ali po tematikah, ali po formatih, a ne? Mogoče se ful odzivajo na videe, mogoče na napisano. In si tukaj zapišeš čim več teh idej, tudi če se ti kakšna zdi, tega pa sploh ne bom uporabil ali pa ne rabim. Okay? Potem se vprašaš, katere so najpogostejše napake tvoje idealne stranke, ki jim v bistvu onemogoča, da bi prišle do rešitve, ki jo ti ponujaš. Ne? Če si strokovnjakinja, kar verjamem, da si na svojem področju, potem verjetno vidiš neko rdečo nit, kaj vsi delajo, pa se tam spotikajo. Pa mogoče niti ne vejo, da delajo to napako. Ne? In si napišeš vse te ideje. Potem zapišeš si tudi kakšne nasvete za svoje idealne stranke, kako bi lahko mogoče kakšen miselni proces boljše naredili, kako tudi kaj naredili. Pazi edino, da ne bojo samo vsebine, kako nekaj narediti, kako pač priti iz točke A do točke B, ker potem jim lahko daš preveč informacij in v bistvu ne bo smiselno, da bi naredile potem naslednji korak, nakup tvojega pač karkoli prodajaš. Okay? In ko v bistvu narediš brainstorming, kjer ti priporočam, da res narediš maksimalno, kar se da čim več idej, potem v bistvu obkrožiš tiste 4, ki so ti najbolj všeč, ker ti srce zaigra, ki ti reče, wow, to bi bilo za moje stranke pa res fantastično in si jih potem tukaj spodaj zapišeš. To bodo 4 novi blogi za tvoj blog v teh naslednjih 30 dneh. Okay? Potem, ko imaš to narejeno, te 4 izbrane bloge, jih tukaj v bistvu samo še enkrat prepišeš. Zaradi tega, ker bomo zdaj poenostavili proces, kako lahko hitreje prideš do vsebin za družabna omrežja. In sicer iz vsakega bloga, torej ideje, bomo zdaj že naredili načrt, kakšna bo objava za družabna omrežja. Vsaj 3. Kar pomeni, da če objavljaš vsak dan, to pomeni, da 3 objave na teden bodo bolj ali manj že pripravljene. Ker pa lahko ugotoviš, da bo ti vzelo veliko časa. Se pravi, za vsako posamezno blog objavo torej narediš 3 ideje. In sicer ena ideja je nek daljši zapis in pa slikco, ki jo boš zraven pripel oziroma pripela. To je lahko na Facebooku, Instagramu, odvisno, ki jo uporabljaš. In to je lahko neko daljše ali krajše besedilo, lahko je nek povzetek. Če je smiselno, lahko potem v tej objavi tudi dodaš torej link in povabiš, da si preberejo več pa na tem tvojem blogu, novem. Okay? Potem poskusi najti kakšno vprašanje ali kakšno misel, ki bi delovala kot v bistvu ta conversation starter. Kaj to pomeni? To pomeni, da daš mogoče neko vprašanje, velikokrat na Facebooku, na primer, to vidimo, barvno ozadje, potem je pa vprašanje in kaže prstek ali pa puščice spodaj, da odgovor zapišejo v komentarju. In eno takšno objavo tudi ti pripraviš na tematiko tega svojega bloga. Torej, to je nekaj, kar imaš res hitro narejeno in pripravljeno za vsebino. Sliko, če uporabljaš Instagram, lahko potem to vprašanje, ki ga tukaj zastaviš, nekaj, kar bo spodbudilo torej komunikacijo oziroma komentiranje na družabnih omrežjih tvojih sledilcev, lahko tudi v Canvi narediš barvno ozadje, narediš gor napis, zaradi tega, da potem lahko tudi recimo na Instagramu objaviš. Potem pa tretja vrsta je pa kratek video, short oziroma reel. To so super videi, preko katerih bi trenutno naj delovali kot najboljši za doseganje novega občinstva. In seveda tukaj zdaj vsebinsko ne naumljaš nekaj čisto novega, ampak je lahko podobno kot prva objava, v besedah v bistvu samo pretvoriš v video.
torej da to v video vsebini to poveš. Lahko si na videu ti, lahko pa je to kot video, kjer so zgor potem samo napisi, lahko pač govoriš čez, lahko pa narediš včasih reel, kjer si ti razlagaš, včasih kakšen drugačen. Skratka, kaj ti je lažje in hitreje. Ampak če imaš tukaj načrt, kaj narediti, potem v resnici samo vzameš telefon, ko mogoče delaš svoj blog, ali je to video, ali je to pisni oblik, ali je to audio, karkoli že je, to v bistvu samo potem poveš še na kratko v 1 minutki, lahko spet povabiš na svoj blog in tako v bistvu narediš lahko že 2 ali pa 3 objave, ki bodo v bistvu peljale na tvoj blog. Zdaj, število objav, ki jih imaš na teden, lahko prilagodiš čisto po želji. 3 torej že imaš pripravljene, jaz ti priporočam, da vsaj še kakšno drugačno, kot samo to daš, vsaj recimo idealno 5 do 7 objav bi bilo fantastično in spodaj potem seveda tudi prilagodiš, če jih imaš manj, trenutno je načrt narejen, da objavljaš v bistvu vsak dan. Ok, kaj ti tukaj še priporočam? Te 3 objave potem daš lahko že na koledarček, oziroma jih že imaš, in pripraviš lahko si jih torej sproti, ko pripravljaš blog. Zdaj, blog ni mišljeno, da mora biti samo v pisni obliki, oziroma da je blog nekaj, kar je pač napisano, tisto, kar mogoče imamo od včasih v mislih, ampak je lahko tudi tvoji YouTube videi, lahko je podcast, če ga imaš, torej v audio obliki, karkoli je pač tebi bližje in veš, da lahko potem dolgoročno to posnameš, oziroma pač delaš. Lahko je pa seveda tudi miks, lahko je pisno, video, kakorkoli pač je najbolj smiselno za tvoj posel in za tvoj brand. Ne pa pozabiti, da če objaviš YouTube video samo na YouTubu, ti priporočam, da v bistvu iz tega narediš tudi blog, kjer torej ugradiš ali YouTube ali podcast, zraven napišeš še ali kratek opis, v čem v videu govoriš in je to že lahko potem, ali pa idealno narediš transkript, povzetek, ključne točke, karkoli, zaradi tega, da na spletni strani dodaš to novo vsebino, kar bo dobro koristilo za SEO, torej za Google, da te bo višje tudi potem uvrščal, pa potem tudi je fajn, da ko ljudi iz teh objav pošiljaš na svojo spletno stran, kot namesto na YouTube, je veliko bolj verjetno, da bojo potem poklikali še kaj drugega, pogledali tvojo ponudbo in tako naprej. Ok, tako da, evo, to imamo zdaj redi, potem pa v bistvu bi rada še šla samo čez pomisleke oziroma opombe, vse ostalo pa ti prepuščam, da vsak dan se v bistvu posvetiš potem sami tematiki in sicer torej nekaj smo že obdelali, če imaš pomislek, ali to pomeni, da cele dneve delaš, še samo objave za družabne omrežje, ne, kot vidiš, imamo tukaj že 3 pripravljene, bolj ali manj, samo malo še jih izpilješ, tako da ti prikrajša veliko časa, ima pa veliki efekt, plus tega so te objave lahko seveda ponovno potem čez nekaj časa jih uporabiš za ponovno uporabo. In ko si enkrat narediš to knjižnico vseh teh objav, lahko zelo lepo jih seveda ponovno in ponovno uporabljaš. Ali direktno enake, ali pa jih tudi malenkost spremeniš. Potem je vprašanje, kar sem že odgovorila, ali moram vsak dan objavljati, niti treba izbereš to, kar tebi gre čez, kar pač misliš, da je za tebe izvedljivo, odvisno tudi, koliko zdaj objavljaš in prilagodiš. Kaj pa, če želim kakšen dan v tednu prost? Naprimer, da si želiš vikende ali pa vsaj nedeljo imeti čisto prosto. Super. Ta sistem si potem samo tako prilagodiš, da ali en dan prej ali en dan kasneje, torej narediš tisto tretjo nalogo, ki je, ker vsak dan v bistvu sta 2 nalogi enaki, to je v bistvu objava na družabnih omrežjih in pa interakcija oziroma, da si aktiven na samem družabnem omrežju, tretja naloga pa je potem nekaj drugega. In to tretjo nalogo torej narediš en dan prej ali pa en dan kasneje, tako da, če rečem po domače, noter spraviš, in greš normalno naprej. Ok, kaj pa, če še nimam bloga? Če še nimaš bloga, je to super začetek, da v bistvu ga začneš graditi. Blog ni nekaj pozabljenega, kar je že šlo mimo, kar je pase. Če je pripravljeno na pravi način, je lahko tvoje orodje. Bomo reči tako rekli, da ne bo kakšnih čudnih. Je lahko tvoj avtomat, ki prinaša stranke.
Okay? Torej, to vprašanje sem že tudi se dotaknila, je lahko moj blog tudi v video ali pa podcast formatu, lahko je, seveda vgradiš potem ali video ali podcast na svoj blog, na svojo spletno stran, zaradi tega, da je pač to nekako tvoj dom, da je tukaj in da poskrbiš za SEO. Kaj pa po 30 dneh? Kaj se takrat zgodi? Kot sem ti že na začetku povedala, lahko enostavno pogledaš, kaj ti je delovalo, kaj ti je super, mogoče kaj optimiziraš, kaj lahko delegiraš in ponoviš lahko komot ta proces naprej. Ok, potem pa imaš v bistvu te naloge, čisto po tednih, kaj je za narejeno, zraven, ko narediš, si lahko lepo kljukaš, a ne, tako da imaš tudi lepo seznamček, kaj je za narediti. Na koncu pa potem najdeš še ideje za boljše komentarje, a ne. Zdaj, ena izmed nalog je to, da smo aktivni na družabnih omrežjih in to, da smo v bistvu iskreni, da gradimo res tiste iskrene odnose, a ne. In seveda tiste komentarji, ko so ena beseda ali pa samo en emoji, niso najboljši, zato sem ti tukaj napisala nekaj primerov, ki jih lahko uporabiš, če se mogoče tako kot jaz včasih, da ne veš čisto točno, kako bi začel pogovor ali pa rabiš malo kakšno idejo, imaš potem tukaj recimo, če to običajno je tvoj komentar, potem ga mogoče lahko razširiš in si pomagaš s čem takim. Tukaj pa te potem vabim, da si v bistvu napišeš, kateri komentarji so pri tebi zelo pogosti in da razmišljaš potem po tem smislu, a ne, kako jih mogoče lahko še nadgradiš in si tukaj narediš že knjižnico. Tako da vsak dan, ko bo v bistvu čas in se ti mogoče zatakne kateri dan, imaš list, kamor lahko potem hitro pogledaš. Okay? Tukaj imaš potem še predlogo za e-mail in sicer za tvoje sanjske stranke, da jih v bistvu vprašaš, če poznajo koga. In ta mail lahko v bistvu lepo izkoristiš za to, da nekako začneš z tem priporočilnim sistemom oziroma da ga nadgradiš. Ena izmed nalog so tudi to, da začneš sodelovati s priporočilnimi partnerji, in ker vem, da za marsikoga lahko to scary in tako, a ne, je v bistvu tukaj tudi mail pripravljen, ki ga lahko kopiraš, personaliziraš, dodaš svoje podatke v svoj stil in tako naprej in ga pošlješ. Tako da že imaš mušter tudi pripravljen. Evo, to je pa v bistvu to, teh 30 dni oziroma načrt za teh 30 dni. Jaz ti želim veliko uspehov, vabim te, da mi pač pišeš ali na družabnih omrežjih ali spodaj pod tem videom, bo tudi fantastično, ali pa na mail maja@mod.si, kako ti je šlo, kakšni so rezultati in z veseljem tudi to podelim med drugimi. Tako da evo, link do PDF-ja pa najdeš spodaj brezplačno. Tako da se vidimo kmalu, uživaj in čau, čau!